Gospodarskim turbulencam ni videti konca, a na težave bi morali gledati kot na priložnost, je na inovacijski konferenci predstavnikom slovenskega avtomobilskega grozda dejal premier Robert Golob. Gospodarstveniki, ki so z načelno podporo politike zadovoljni, a od države v prihodnje pričakujejo hitrejše delovanje. Ena večjih ovir pri zelenem preboju naj bi bila birokracija, pravijo gospodarstveniki, posebej naj bi se zatikalo pri sodelovanju med različnimi ministrstvi. Marko Gregorc. V času globalnih premikov, znotraj katerih se zdi, da se je avtomobilski primat iz Nemčije že preselil na Kitajsko, slovenska industrija, ki se ukvarja z mobilnostjo, stavi na inovativnost. Baterijski paket, tega smo v celoti mi razvili, pač od strukture do hardvera in softvera, elektromotor z zemljiško redukcijo in pol tukaj vsemočasna pa krmilna elektronika. Koprski startup Flux Performance želi z elektrificiranimi motokrosi zarezati v približno 14 milijard težk trg off-road motociklov. Ja, v tem segmentu danes skoraj da ni konkurence, vidimo pa zelo veliko priliko, ker rešuje zelo velike probleme, ki jih imajo benzinski. Hkrati smo z elektriko lahko ne samo konkurenčni, ampak superiorni benzinskim tekmecem. Za produkt je bilo vplačanih že prek 400 prednaročil, do serijske proizvodnje pa je še dolga pot. Zdaj se mučimo z tole prvo investicijsko rundo, ampak premiki se dogajajo in verjamem, da bomo kmalu zaprli. In podobnih inovativnih idej pod dežnikom avtomobilskega grozda ne manjka. Predpogoj za to, da skupaj v tej misiji uspemo, je sodelovanje intenzivno med državo, znanostjo, izobraževanjem nami podjetij. Na načelni ravni smo ga dosegli. A preteklo leto grozdu ni prineslo velikih uspehov. Visoka inflacija in dražji energenti so ustavili hitro rast, ki jo je panoga beležila po covidu. Zastavljeni cilji niso bili doseženi. Sem razumel dvoje. Prvič, da celo vi dajete obljube, ki jih ne uspete pravočasno izpolniti. To mi je veliko tolažbo. Hkrati pa tudi v navdih, tudi takrat, ko ne uspeš obljube izpolniti v 3 mesecih ali pa v 6, moraš samo še bolj trdo delati, da jih boš kasneje. Nekaj pa bo morala storiti tudi država. Ta je za obdobje 6 let napovedala državne pomoči v višini 30 milijonov evrov na leto. Večino obljubljenega denarja pa je ostalo v zraku. Grozd je lani počrpal le tretjino obljubljenih. Pri čemer gre razloge za to, da ta realizacija ne bo popolna izhod predvsem v počasnosti postopkov na administrativni, birokratski strani vladni. To je name of the game. Ko priješ v stik z državo, katerokoli birokracijo, na začetku je težko. S časoma pa bo steklo, je prepričan premier, če se bo le inovativnost iz tehnologije preselila tudi v državne postopke. Tajvan je